Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije. Pozdravljeni. V Banki Slovenije vsako leto v sodelovanju z Ministrstvom za finance izdamo priložnostne kovance. Ti se delijo na spominske in zbirateljske in običajno dopolnjujejo te tečajne kovance, s katerim plačujete vsak dan v trgovini. Pričakujejo jih predvsem numizmatiki. Letos pa smo izdali spominske kovance ob 100. obletnici Mikija Mustra, rojstva Mikija Mustra, priljubljenega ilustratorja in striparja. In to je poželo veliko zanimanja med posamezniki in ljudmi in tako so tudi Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik, njegovi priljubljeni liki, pristali na dvojevrskem kovancu. Ob tej priložnosti se bomo pogovarjali s sinom priljubljenega ilustratorja, Miklavžem Mustrom, in direktorjem gotovinskega poslovanja pri Banki Slovenije, Gregorjem Miklavčičem. Lepo pozdravljena. Hvala za povabilo. Naj najprej začnem z enim svojim osebnim priznanjem. Jaz sem v mladosti požiral stripe Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, njihove dogodivščine. Imel sem zbirko stripov, zbirko knjig tudi in v bistvu z njima navdušil tudi svoja dva otroka. Tako da jaz razumem to euforijo, ki trenutno vlada v Sloveniji, razumem to zanimanje ljudi, ampak me pa zanima, gospod Muster, kaj pa vi doživljate ob vsem tem? Verjetno velikokrat slišite zgodbo, kot je moja. Tega je zdaj zadnje čase res veliko. Ta 100. obletnica rojstva je zbudila, neko vrsto nostalgije za tem, kar se je dogajalo pred, bomo rekli, 50 leti plus, in spominov in dogodkov, ki se vrstijo ob tej priložnosti, je res zelo veliko. Ljudje, ki hodijo na dogodke, me ustavljajo, mi pripovedujejo še kakšne dodatne anekdote, kako so ga srečali, kako so plavali skupaj z njim, kako so, skratka marsikaj, in seveda, kako jim je kaj narisal kar na cesti. Tako da je bilo to, očitno je bil res zelo priljubljen. Žal je vmes takrat, ko je prišel nazaj iz Nemčije, imel eno tako pauzo, ko se ni kaj dosti dogajalo. Vendar so potem z ponatisi knjig ponovno spravili to nekako na površje. Knjige se prodajajo izvrstno, glede na to, da so omejene na slovenski trg, precej nenavadno. Ampak res tega je veliko in sem zelo vesel in res sem zelo navdušen, seveda tudi počaščen, da se je toliko institucij in posameznikov tudi vključilo to čaščenje dela, manj lika, bolj dela mojega očeta, ki je tudi meni se zdi, da je precej impozantno opus. Kako ste pa občutili to, ko ste izvedeli, da bo Banka Slovenije izdala ta spominski kovanec? Je bilo presenečenje, navdušenje? Ja, moram priznati, da sem bil veselo presenečen. Seveda je bilo to v spremljavi še z nekaterimi drugimi dogodki. Takrat je bila seveda v pripravi tudi znamka, tako da tudi s Pošto Slovenije smo imeli nekaj stikov. Malo sem bil takrat presenečen nad izbiro Jože Golikože. No, pa se je bilo potem pojasnjeno, da to zato, ker so drugi trije junaki že imeli svojih 5 minut. Zato sem bil seveda toliko bolj zadovoljen, ko sem videl potem predlog kovanca, ki pa seveda nosi lik njegovih 3 junakov. No, pa da malo pojasnim, tudi ozadje v bistvu iz naše strani, kako je prišlo do tega, gospod Miklavčič, kako je prišlo do ideje, da izdamo spominski kovanec ob 100. obletnici Mikija Mustra? To je kakšen postopek v ozadju? Ja, drži. V bistvu mi priložnostne kovance izdajamo na podlagi zakona o priložnostnih kovancih in tam obeležujemo vse dogodke, ki so pomembni za Slovenijo, tako zgodovinske, politične, kulturne, športne, humanitarne, tako da med te seveda tudi spada ta dogodek. Sicer pa postopek se pa nas začne že zelo zgodaj. Samo vabilo na te dogodke je posredovano 2 leti, 3 leta pred samo izdajo, tako da je, postopek res dolgotrajen. Tako da pozovemo najprej vse ljudi, praktično širšo javnost, pa tudi določene institucije, da predlagajo dogodke. In v tem primeru smo v letu 2023 do konca septembra
prejeli, mislim, da okrog 60 predlogov dogodkov in med njimi je bil seveda tudi 100. obletnica rojstva Mikija Mustra. Predlagateljev je bilo kar 6, 3 fizične osebe in pa tu 3 institucije, med njimi Mestna občina Ljubljana, Numizmatično društvo Slovenije in pa mislim, da je en antikvariat Glavan. Tako da, ja, to so bili v bistvu teh 6 predlagateljev. Sicer pa ja, poleg Mikija Mustra letos tudi obeležujemo, se pravi, Evropsko prestolnico kulturo, kjer smo pa kovance že izdali. To mogoče na kratko, glede samega postopka, glede samih predlogov. Kaj pa podoba na tem kovancu? Gospod Muster je omenil, je posebna tudi zaradi tega, ker so gor ti 3 liki. A ste že od začetka slutili, ali je to bilo zgolj, ko bi rekel, po nekem postopku zbrano to? Ja, mi smo se že od vsega začetka pogovarjali, kaj bi pa res lahko na kovancu bilo, tako da smo se z Miklavžem Mustrom že povezali predhodno, predvsem z vidika avtorskih pravic in možnosti upodobitve teh 3 likov. Tako da smo bili z njim na vezi in se mu pri priložnosti tudi iskreno zahvalim, da je dal to dovoljenje, da smo lahko te 3 like upodobili na teh kovancih. Se mi zdi, to je bila ključna, se pravi, poteza, ker samim oblikovalcem potem ni bilo potreba iskati soglasja z vami in tudi, ja, vi ste bili s tem posledično manj obremenjeni, ker je bilo že v samem razpisu dovoljeno, da se te 3 like upodobijo. To se mi zdi ena izmed ključnih stvari, sicer pa sam postopek, ponovno, ja, imamo javni anonimni natečaj, kjer se lahko prijavijo vsi oblikovalci, vsi, kdorkoli pač želi v tem sodelovati ali pa ima dobro idejo, da to nariše. In v tem postopku smo pa mi prejeli okrog 30, mislim, da 33 predlogov likovnih rešitev. In ja, večina je bilo na to temo, ker sem rekel, da je bilo že omenjeno v tem natečaju. Tako da ja, je bilo v glavnem izbira predvsem povezana z temi 3 liki. Seveda smo bili pa navdušeni nad to zmagovalno rešitvijo, tudi ni dosti časa poteklo med tem, ko pač so predlogi prišli do končne rešitve, ker je bilo relativno precej potem enostavno ta, se pravi, zmagovalno likovno rešitev izbrati, ker je pač pristopala predvsem v tej, da rečem, 3D, se pravi, tridimenzionalnega vidika, ker pač ti liki kar skačejo ven iz tega kovanca, tako da se mi zdi, da ja, je bil izbor lep. A ste imeli kakšno dilemo, da date avtorske pravice na to? Ali... Ne. Glejte, moj cilj je, da se te knjige oziroma likovna dela, ki jih je moj oče naredil, da se ohrani pri življenju še čim dalj časa, ne iz nekega sebičnega razloga, ampak zaradi tega, ker se mi zdi, da je precej nenavadno, kako generacija za generacijo to bere. Veliko je bilo zdaj tudi govora o tem, zakaj se pravzaprav to dogaja, kaj je glavni razlog in nekako se zdaj prevladuje mnenje, da so njegovi stripi brezčasni zato, ker pravzaprav niso namenjeni otrokom, ampak so namenjeni populaciji in kritizirajo neke dogodke v družbi, ne je to povezano z ekologijo, gradnjo, prometom in podobne zadeve. Tisti, ki so pa že čisto popolnoma postolovski, pa vrednote prijateljstva, sodelovanja visoko dvigujejo. In to se ni nič spremenilo in nekako se mi zdi, da so te stripi pravzaprav zelo dobri, zato da otroci pravzaprav pridejo do teh vrednot, ne bom rekel na en tak enostaven način. Vse je narisano zelo enostavno, jasno, zgodbe so izvrstne, predvsem zgodbe, mislim, moj oče je bil strašno dober risar, imel je res roko, ampak njegove zgodbe so, to je pa fascinantno. Glih, to je tudi mene fascinira. Jaz sem v bistvu vse te stripe bral iz 2 popolnoma različnih perspektiv. Bral sem jih kot otrok, ki mi je bila zanimiva risba, taka enostavna, otroška, ampak vsebino sem pa šele zdaj kot odrasel, ko ponovno prebereš, zdaj tu se bom predvsem naslonil za volanom, tista je tipična odrasla zgodba, ali pa tiste zadnje slikce v Chicagu, ko reče, sam za gospodarstvenika pa za gradnjo te težave z mojstri. Mislim, jaz tudi vidim to brezčasnost v teh stripih. In res tudi se strinjam, v bistvu, to so stripi za vse generacije na ta način. Kaj pa vi, ste vi recimo jih berete kaj drugačen, oziroma bom tako vprašal,
A ste pri kateri zgodbi imate osebni občutek, rečete, aha, to zgodbo je pa oče pisal, ne vem, ko smo gradili hišo, pa je prišla zagradnja. To zgodbo je pisal zato, ker... Ja, dobro vprašanje. Moram priznati, da je to vprašanje, ki sem ga po dolgem času malo vesel, ker drugače se vprašanje se precej ponavljajo. Ampak ja, res je. Namreč moj oče je v kasnejših letih je risal karikaturo, politično, se to se ve. Takrat seveda, ko je bil pa Zvitorepec, pa to ni bilo nekako, najbrž se ne bi dobro končali. Ampak on je zlorabljal Zvitorepca zato, da je pravzaprav kritiziral dogodke v družbi, trenutno situacijo, malo politično, malo gospodarsko in je bilo tega je bilo kar veliko. In seveda, ja, odgovor je definitivno da. Ko smo zidali, je nastala težava z gradnjo. V prometu je bil itak, on je bil predvsem, bom rekel, pred časom voznik, ki je skozi vozil s predjal prežganimi lučmi, še takrat, ko seveda noben ni vozil, in so mu vsi blendali in on je skozi govoril, najbrž me pozna. No, in v tem stripu, sicer bom povedal predvsem brezosebno, je bilo tudi tako, da v tem stripu je bilo že proti koncu se pojavi en negativc noter, ki drvi z avtomobilom in dela prekrške. In to je bilo maščevanje malega Kitajčka, ker namreč s tem očetom se moj oče skregal. Nikoli ni nobenega drugega narisal, tam je pa očitno mogel res nekaj hudega narediti, ker je mal njegova karikatura noter v tem stripu. Ja. Tako da so bili tekoči dogodki v našem življenju, ki so povzročili to, da je pravzaprav bila neka vsebina. Pa vas je oče, sklepam zdaj iz tega, kar ste povedali, sicer odgovor ne, ampak a vas je oče kdaj vprašal za mnenje, lejte, to sem narisal, to vidim, recimo, ciljna publika otrok, ali vas je kdaj vprašal za mnenje, kako se pa vam to zdi? No, ne iz treh razlogov. Prvi je, da sem bil izrazito premehen. Jaz sem bil takrat, ko se je zadeva zaključila, sem hodil v gimnazijo in jaz nikoli nisem bil unke na Aškrčevi vpiv, jaz nisem bil politično angažiran nikakor. Drugič, moj oče za mnenje ni spraševal nikogar. To je bilo, on je živel v svojem svetu, imel je svojo sobo. Kot zanimivo lahko povem, da recimo moja mama ni enega stripa prebrala še ene pasice, ne. Tako da je imel tudi pred domačimi kritiki je imel izrazito mir. Ni imel nobenih vplivov, noben ni hotel nič mu pamet soliti. In tudi, če bi mu jo poskusil, ne bi šlo. Zdaj, te zgodbe so pa seveda nastajali z roko v usta in tudi, ker ni bilo scenarijev vnaprej, tudi če bi karkoli bilo, bi bilo treba že prej malo povedati, ker takrat, ko je on to narisal, sem jaz že praktično s tistim tekel tamle na tedensko tribuno, ker sem bil pač v mestu v šoli. Jaz sem bil kurirček in on je tisto poradiral, mi je porinil pod pazduho, jaz sem tekel potem na TT, zato da so to pravočasno izdali. Tako da za kritike ni bilo nobenih šans in je bilo včasih tako, da sem jaz včasih še na avtobusu bral to, kar je narisal. Tisto veliko tablo sem pač odgrnil pa pogledal noter, ker to je bilo za mene, to je bilo moj trenutek slave, ker sem samo jaz v celi Sloveniji, pa moj oče, sva vedela, kaj bo po jutrišnjem v TT-ju naslednje nadaljevanje. In seveda so me cukali vsi za rokav in so hoteli si, kaj bo. Unovčval slavo. To je v bistvu glavni frajer. Ja. Ampak žal je trajal samo dan pa pol. To zaradi tega, ker je tako v zadnji hip vse pripravljeno? Ja. To je bilo iz roko v usta. On je risal Zvitorepca zato, da je imel službo. On en dan ni hodil v službo, nikoli ni bil na delovnem mestu. Je bil skozi doma, njegova služba je bila na TT-ju kot novinar in je moral narediti eno stran, je moral zapolniti. Se to ni tako malo, eno stran je kar veliko. Tako da je bilo
to njegovo, bom rekel, tisto, z česar z tega ni živel. Plača je bila majhna, sociala, zdravje, zavarovanje pa tako naprej, pa imel to plačano. Ne. No in je potem te zgodbe pač delal iz rok v usta. To je bilo izrazito tako, da včasih je gledal to, kar je prejšnji teden narisal v časopisu, tiste je bilo tam na ETT-ju, je pol časopis gledal, kaj je že bilo in je bilo hudo, tudi doma je bilo hudo, povedati po pravici, ker je bil zelo živčen, tečen, strpen, skratka, ni bilo prav lušten tiste 3 dni do takrat, ko je on ugotovil, kaj bo sploh naredil. Vse potem, ko se mu je odprlo, je šlo hitro. Pol je to narisal, on je narisal recimo v enem dnevu, ampak 2 dni pa pojma ni imel, kaj bo. In takrat je bil zelo, zelo neugoden. Kaj pa v bistvu najbolj odseva, kaj vas najbolj spominja, kaj bi rekli, tu je njegovo tipično, ne vem, so to njegovi kiparski deli, so to reklame, stripi, tisti zajčki, ki si umijajo zobe, ne, pa preden grejo spat. Kaj bi rekli, tu je pa, v tem pa vidim jaz svojega očeta? Zdaj z Vitorepcem je bilo tako, da mi je zagotavljal tisti dan pa pol slave, in seveda je bil, krasno je bil za branje, ampak jaz ga takrat še nisem znal brati, tako kot ste prej rekli. Tako da, kar se mene tiče, reklame. Meni so bile njegove reklame, saj veste, kako je to bilo, takrat, ko je bil Cik-Cak, je bilo praktično, je bil Cik-Cak njegov interni šov, se je bilo od 10 reklam, je bilo 9 njegovih, in mene so tiste reklame fascinirale. Zakaj? Zato, ker on nikoli ni dobil scenarija. On nikoli ni vedel, kaj naročnik želi. Oni so prišli, so rekli, da imamo pa mi tale bombon, ali pa zdaj imamo pa tole čokolado, ali pa vrata, ali pa pips, ali pa karkoli, in rabimo reklamo. In je rekel, ok, kaj pa ne naredim, so rekli, nekaj, naredi, se zmeri dober. In je naredil. Zmeri je bilo dobro. Zmeri je bilo vrhunsko. In je imel, mislim, njegova domišljija, njegov ta, bom rekel, kako so njegovi možgani te vsebinski delali in seveda, kako je potem to tudi z ročico lahko fino dopolnil, je bilo res neverjetno. So pa vsi v vrsti stali, ker je bil neverjetno hiter. Hiter ni bil zato, ker bi tako ekstremno veliko delal, tako kot se zdaj pa govori, ampak zato, ker je bil izredno hiter in natančen. On nikoli ni popravljal. To je bilo zmeri vse, to je bilo vse tako, kot, ne vem, prima vista, ko je Mozart pisal svoja dela, so bilo vse v prvo super, nikoli nobenih korektur, nobenih popravkov. Narisal, posnel, oddal. To je bilo to. In seveda je bil hiter, in ker je bil hiter, je bil tudi ugoden. Poceni je bil. In so vsi vstali v vrsti, vsi so hoteli imeti njegove risanke, ker so bile cenejše, kot če se naročil na igrano reklamo nekje. Za mene je bilo pa super, ker se je tam dogajalo. Jaz sem hodil potem z njim na sinhronizacije. Smo hodili tja v Murgleh, v eno hišo, ki je imel studio gospod Rems, in tam se je dogajalo, tam je bil Marjan Kralj, tam je bil Toft, tam je bil moj oče. In pol se je pel, pa zmišljeval, pa tekstil na rečih, pa podobne zadeve. To je bilo res, fajn je bilo. Pa to je tekst tudi on pripravil ali v bistvu samo ilustracijo? Vse, od A do Ž. Vse, to je res neverjetno, ampak ja, vsi scenariji, teksti in to recimo vsi te slogani, ki so bili, ki so ponarodili, to je jelovica, pa tako naprej, a ne bo vam uspelo, pa ne vem, za Mercator, pa tako naprej. To je, ne vem, jaz ne vem odkot, ampak ja, to je vse on izumil. Pa sklepam, da glede tudi, ste prej rekel, da ni ravno maral kritike oziroma ni bil tako odziv. Kakšen je bil pa odziv naročniku, recimo, če bi ročnik rekel, tu ste šel pa predaleč? Ne, nikoli. On je naredil nekje med 360, 380, to so neke številke, ki se gibljajo reklam. In ene reklame, to je rad povedal, ene reklame niso prevzeli naročniki. Ne vem zakaj, ker nismo tega, ali niso imeli denarja, ali ni bilo všeč, ali so propadli, tako bilo je lahko veliko vzrokov, ampak od teh stotin reklam, ena ni bila sprejeta, tako, pa ne vem zakaj. Zdaj, ponovadi rečemo, jabolko napade daleč od drevesa, a tudi vi narišete kaj, oziroma tudi vi to bogato domišljijo, ali vas je to malo zaobšlo?
Moj oče je bil človek mnogih talentov in eden me je obšel v celoti, namreč to je petje glasbe. On je imel tudi absolutni posluh in je pel in se je tudi skozi študij se je živel skozi to, da je pel. To pel ne bom. Drugače pa ja, jaz sem tudi, no, se to povem, jaz sem nekaj časa tudi živel iz tega. Jaz sem njega gledal, tudi jaz sem nekako tako malce intuitiven, tako kot je bil. Tako da se mi je zdelo, da če njega gledam, da tudi jaz to znam. In sem poskusil in bom rekel, sploh ni bilo tako zelo slabo, ni bilo pa tako dobro. In sem potem tudi dobil priložnost, ker je bil moj oče precej zaseden, so me v eni banki povabili k sodelovanju, zato da sem za njih delal risane filme. In sem to delal risane filme, bilo je precej dobro plačan, tako da smo mi z mojo ženo smo čisto frišen skupaj in smo prvič prišla do malo več denarja, kar je bilo za v redu, ne. Vendar, in jaz sem že premišljeval o tem, da dam odpoved v službi in da se začnem ukvarjati samo s tem. Potem, in to je bilo davnega leta 1978, je pa Tito napisal pismo, jaz se ga vidim, da ne spomnim, ampak takrat je Tito napisal pismo, v katerem je rekel, da se treba začeti pa šparati in takrat je izbruhnila stabilizacija. To se pa bolj ve, stabilizacija je bila in takrat so se porezali reklamni fondi pa reprezentance. To je šlo tako, šek. In me je poklical direktor tiste banke in je rekel, sorry, nimamo več denarja. In tako se je v bistvu zaključila, prisilno se je zaključila vaša kariera. Če ne bi imeli... No, to je bila taka profesionalna kariera. Jaz nisem bil najbolj srečen z njo, ker je bilo sicer zelo fajn, ker nisem prav veliko delal, pa sem dobil kar veliko denarja, ampak jaz nisem bil tako narejen kot moj oče. To je namreč to risanje risanih filmov je mukotrpen posel. Faza za fazo, cele dneve je sedel in je risal na tiste folije, pa jih je metal takole na tla. Jaz nisem tako narejen, jaz sem bolj, pa tudi malo bolj za med ljudi in tako naprej. Tako da pa čevlji so bili ekstremno veliki. Ne. To 2 mustra v Sloveniji, to ni bilo ta pravo. Tako da nekako, bom rekel, mi je malo odleglo, ko se to ni čisto dobro išlo, ampak drugače pa še vedno kaj narišem. Ja, to, če me kdo kaj prosi, sem bil eno kolegico ilustriral eno knjigo, tako da ja, še. Kaj pa vaši otroci, oziroma bo šel ta priimek muster še kaj v to sfero prišel? Ja, zdaj to sicer ne vem, koliko bojo zadovoljni z mano, ampak bom povedal, namreč ta velik sin, ta malo vnuk je še premehen, zdaj prvi razred, ta velik vnuk je pa tako, ene dvakrat je nekaj naredil, nismo čez dobro vedeli, odkot mu to, ampak enkrat je narisal neke famozne žirafe, smo kar gledali, predvsem bom rekel, umetniški stil, ne tako kot otroci rišejo, tako prosta roka. Tako, in je bilo tudi na razstavi, dobil tudi neko nagrado, ampak pol je pa nehal, to je bilo to, pa smo dej še. Ne. Zanč pa pride iz šole, vzame list papirja, takole malo večji, vzame barvice, vzame svinčnik in začne risati. In jaz sedem zraven in kaj pa delaš? Prav strip. Kako strip? Ja, je rekel, evo, in je bil gor, naslov je bil Palačinka manj premaga gigantsko banano. In je nastopila palačinka, je bila, ki je imela roke in noge in je pojedla tableto in dobila plašč in je bil super palačinka manj in je potem premagal gigantsko banano. Jaz gledam, ne vem, pa sem mu seveda še malo sem mu še sufliral, ker v teksti sem rekel, najprej moraš tekst napisati, pa oblaček narišeš. In ko je naredil, sem jaz izgledal, sem rekel, pa to sploh ni slabo. Sem vzel, sem tekel na skener, sem takoj poslal gospodu Buhu. Jaz sem rekel, evo ti, nov muster v seriji. Tako da bomo lahko še brali te dogodivščine, mogoče kdaj v prihodnosti. Zanimivo me je ta efekt, ki ste omenili petje. Ne? A tudi kakšnih, oče pel tudi kakšnih zborih, tako ali... Moj oče je pel, on je zelo dobro pel, res mislim, on je imel, to so ga tudi njegovi sodelavci in to so bili takrat Adamič, sebe in te ljudje, so mu priznali, da ima res absoluten posluh. On je imel absoluten posluh, kar zame ni bilo dobro, ker jaz sem pa kar rad pel, pa nisem bil deležen kakšnega občudovanja, skozi me kregel. Ampak ja. Ja, ampak je bilo tako, da on je pel, najprej je pel pri folklori,
Tam se je začelo in seveda folklore je bila fajn, ker takrat je bila folklora in so veliko potovali zlasti po Italiji. Tako da je bil moj oče enkrat na 14 dni v Trstu in je prišel nazaj seveda založen z kontrabandom, razne nogavice in podobne zadeve. No, kasneje je pa pil on pri Veselih beračih, to je bil pa prvi jazz orkester v Jugoslaviji, ker tam dol itak ni bilo nobenega zanimanja za to in tukaj so pa taki ljudje, kot so bili recimo potem Sos pa tako naprej, pa prej sem omenil Adamiča, so pa naredili plesni. To je bila muzika za ples se je igrala. Ni bil revijski, plesni. Igrali po plesih prepovedano muziko. Igrali boogie-woogie, rock and roll in podobne zadeve. Večkrat je bilo kaj posredovano. Ampak ja, on je bil, tam je spoznal tudi moja mama na tistem plesu. Tako da, evo, to je to. Zanimive so te zgodbe. Zdaj pa za konec, gospod Miklavčič, še to, da vemo, v prihodnje sledijo še drugi priložnostni kovanci, katere lahko pričakujemo drugo leto, bo tudi kakšen tako popularen? Ja, bomo videli. Ne. Naslednje leto v bistvu je predvidena, se pravi, sta ponovno predvidena 2 dogodka, en spominski kovanc in sicer ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in pa letos Srečka Kosovela, ki bo pa zbirateljski kovanc, torej zlatnik, srebrnik in pa 3-evrski kovanc. Že zdaj pa vabimo vse, da se prijavijo, tisti, ki pač to želijo. Numizmatiki to našo spletno stran in možnost spletnega naročanja, prednaročanja že poznajo. Tisti, ki pa ne, pa vabim, da se izognejo gužvam in da si rezervirajo te kovance že naprej. To je vse na naših spletnih straneh, je vse to objavljeno, so tudi spletna stran numizmatika. Samo še eno vprašanje v bistvu za nas ne numizmatike. Kovanci izidejo v 2 različicah, se pravi te. Proof pa navadno kovanje. Vsaka ima tudi svojo ceno. A lahko prosim pojasnite, kakšna je razlika med njima? Se pravi, tako imamo 2 tipa, torej navaden proof kovanec. Navaden kovanc je tak serijski kovanc. To se v bistvu kuje po principu tudi, kot se kujejo tečajni kovanci. Se pravi, tudi za serijsko proizvodno, v bistvu se udari ta kovanc zgolj enkrat, tudi padajo v skupno posodo, tako da so iz tega vidika seveda manj kvalitetni, ker se lahko malo obtrgnejo, tolčejo, popraskajo. Potem so v bistvu iz teh velikih posod se jih spakiral najprej v rolce, po 25 kosov, pa potem te rolce, 10 rolc skupaj v eno tablico, pa potem tablica na eni paleti. Tako da, ja, se pravi, pri tem spominskem kovancu smo proizvedli slab 1 milijon kosov teh, se pravi, navadnih kovancev. Cena je 2 evra, tako je tudi nominalna vrednost, tako da tukaj noben ne izgubi nič, ker je vedno ta vrednost se ohranja, torej 2 evra se plača in 2 evra je tudi njegova vrednost in se lahko uporablja tudi v obtoku. Pri proof kovancih je pa tako, to kovanje je pa pač specifično, posebno, kuje se vsak kovanc posebej, tudi teh odkovkov, odtisov je več pri teh kovancih, tudi samo orodje je specifično, posebno, imamo polirane površine, ki so res gladke, visoki sijaj in pa te matirane površine, tako da ja, je precejšnja specifika in razlika predvsem v kvaliteti. In predvsem te navadne kovanje so potem tudi unovčljivi v vseh trgovinah, se v bistvu z njimi lahko plačuje. Tako da lahko kjer ga mustra tudi v trgovini srečamo. Tako, ja, ampak teh proofov običajno ne boste najdli v trgovinah, so tudi potem v bistvu zaščiteni z temi kapsulami, tako da v bistvu se zaščiti pred raznimi poškodbami, tudi prahom in da rečem tem, recimo vlago in podobno. Ja, za tega imajo ti proofi tudi posebno kapsulo. Imamo pa vse to tudi pojasnjeno na naših spletnih straneh pod rubriko numizmatika, lahko preberete vse te razlike in se seznanite s podrobnostmi, če želite. Zdaj pa, gospod Muster, pred zaključkom pa imamo za vas še nekaj. Iskreno bi se vam rad zahvalil za celotno sodelovanje, predvsem v vsej zgodbi, za avtorske pravice, ki ste jih podali, tudi za vse namige, tudi za ta pogovor. In vam ob tej priložnosti poklanjamo spominske kovance, ki krasijo podobo junakov izpod rok vašega očeta. Hvala lepa. Čestitke. Hvala lepa za sodelovanje. To so pa v bistvu 5 proof kovancev, ta visoki sijaj, tako da jih boste lahko, upam, da z užitkom v teh, recimo, zimskih uricah, ki jih boste imeli, da boste lahko pač pogledali, ugledali in v njih uživali. Evo, to pa res se moram lepo zahvaliti, ker nisem računal, da bom sploh prišel do proofa.
razen za te, da so rekli, da pač, ko bojo te rezervacije potekle, da potem pa mogoče se bo pa kaj bolj sprostilo, ker to, kar ste imeli včeraj na Štefanovi, je bilo res precej grozen. Ja. To je vse v priljubljenosti vašega očeta. Ja, seveda, lejte, no, skratka, zelo lepo, ker jaz imam seveda v spominski sobi, imam vse take stvari, Viktorje in tako naprej, to vse stoji lepo na častnih mestih. In tako da eden gre na razstavo, eden gre moji hčeri, ne, in 3 grejo pa v trezor banke Muster. Okay. Najlepša hvala vam obema za pogovor, vam pa tudi najlepša hvala za to, da ste nam prisluhnili in da ste poslušali ta pogovor.